Polona Balantič, diplomirana politologinja, magistra zgodovine, ki trenutno iz zgodovine piše doktorsko nalogo, je že 8 let zapisana v uredništvu kulture. Predvsem študij zgodovine mi je dal to možnost, da precej hitro opazim, precej hitro lahko uvrstim neke fenomene v nek zgodovinski razvoj, morda lažje razumem, zakaj so pomembni tudi v kontekstu sodobne družbe. Zgodovinarka, ki je v prostem času tudi športnica, nogometna navijačica, na televiziji Slovenija lahko najde velik izziv. Naša ustanova je pravzaprav ustanova z največjim audiovizualnim arhivom v Sloveniji in že samo ta možnost, da pregledujem posnetke, ki so nekako naracije o zgodovini po drugi svetovni vojni, je pravzaprav poseben izziv. O tem, da je novinarka s pravim pristopom, govori tudi dejstvo, da je 3-krat po pol leta preživela v Berlinu, na študijski izmenjavi, na praksi pri ugledni televiziji Deutsche Welle ter časopisu Taz. Kar je zame bilo pomembno v Berlinu, je ta ogromna ponudba galerij, ogromna ponudba gledališč, ki so pravzaprav moja najljubša kulturna ustanova. Voditeljica oddaje 8. dan, sicer Ljubljančanka, nas je v prestolnici pripeljala na svoje najljubše mesto. Trg Republike oziroma prav ta prostor med tema stolpnicama Edvarda Ravnikarja je moj najljubši prostor v Ljubljani. To je pravzaprav edini prostor, kjer se mi zdi, da Ljubljana deluje vsaj malo velemestno in pa ja, mogoče se zdi nenavadno, ampak meni je všeč ta betonska arhitektura, pa vedno piha, kot v Berlinu. A kljub nostalgiji ostaja zapisana Sloveniji in televiziji Slovenija. Vsakič, ko sem se vrnila, sem imela dokaj veliko krizo, ampak vsakič znova sem se potem tudi zavedala, da sem tukaj že toliko naredila, da bi bilo težko v Berlinu hitro najti podobno službo in pa tudi nek podoben položaj, neko delo, ki bi mi vseeno omogočalo takšen razvoj, kot mi ga delo na RTV-ju. Polona Balantič z režiserjem Igorjem Zopetom pripravlja polurno oddajo, projekt Nova doba prihaja, ki prav danes prihaja na spored. Gre pravzaprav za prvi večji projekt, v katerem lahko res uporabim znanje, ki sem ga pridobila z študijem v zadnjih letih. Sicer pa povezuje tematsko 3 razstave. Razstavo o industrializaciji Ljubljane v tem mestnem muzeju, potem razstavo o novih prostorih in podobah v umetnosti v 80-ih v Moderni galeriji in pa razstavo o modernizaciji življenja v Jugoslaviji v Muzeju novejše zgodovine. Urednica Saša Šavelj-Burkart mi je predlagala, da v eni oddaji povežem te 3 omenjene razstave. Zelo pa sem jih hvaležna, da mi je potem prepustila precejšno svobodo v tem, okoli katere teme potem zares osrediniti scenarij. Rdeča nit je našla v zgodbi o Litostroju. O največji tovarni v Ljubljani po drugi svetovni vojni, ki je spremenila podobo celotne Šiške in ki je v nekem obdobju, kar je zares posebnost, v svoje prostore povabila tudi, oziroma je omogočila kiparki Dubi Sambolec, da je ustvarjala v sami tovarni. Dobitnica strokovnega Viktorja za obetavno medijsko osebnost je profesionalka z vizijo in željo po ustvarjanju.